Vrtnarjenje ima veliko vzponov in padcev in to v eni sezoni z veliko rastlinami jih doživimo ogromno. In jaz imam 7 pritožb in pohval v letošnjem vrtu. Tukaj smo v rastlinjaku in to je prva pohvala za paradižnik, za ta zgodnji paradižnik, ki ga jemo že 2 meseca, malo pa pomal, ampak zdaj se je začela pa sezona prav zares in ne dohajamo več sproti samo jesti paradižnike, pomeni, da je čas, da bomo začeli že tudi kuhati mezge za spravilo in to v sredini junija. Ostali paradižniki so na prvi etaži izoblikovani že plodovi in so tudi že tik pred tem, da bodo začeli zoreti. Je veliko dela s paradižnikom, ampak nagrada, sam plod, sami pridelki bodo seveda obilni. Streha, torej rastlinjak, se mi zdi pa tisti ključen aspekt, še posebej zaradi tega, da si podaljšamo sezono, da smo prej in čim dlje v sezono, potem v jeseni, pa seveda zaradi znižanja zračne vlažnosti, zaščita pred direktnim dežjem, mogoče tisto ta rahlo točo in imamo s tem res eno super okolje za vzgojo paradižnikov. Niso pa paradižniki edini v rastlinjaku, je še ena rastlina, ki je zelo dobro presenetila v letošnji sezoni. Tole so pa čudovite kumare, 3 rastline in so res vredne pohvale. Še posebej zato, ker imamo že zdaj pridelek. V rastlinjaku je nekje 1 mesec prej kot zunaj. Te smo vzgojili malo prej kot tiste za zunaj in jih presadili v rastlinjak nekje v sredini aprila. In zrastle so že več kot 2 metra v višino. Posebnost je pa ta, da raste v en vrh. Isto kot pri paradižniku obtrgujemo zalisnike stran, torej nove poganke, ki izraščajo med steblom in pa listnim steblom. In potem tudi isto kot paradižnik vzgajamo ob vrvici, zato da bomo lahko pol na isti sistem spuščali jih tlom. Zgoraj so vedno sveži mladi listi, tiste spodnje, starejše, pa obtrgujemo stran. In tle vmes, na tej višini 2 metra ali pa 1,5 metra, pa iz ženskih cvetov nastajajo kumare. In to dnevno so za pobirati. Tako da res super zadeva, tudi sezona kumar na tak način, če jih mi redno obtrgujemo zalisnike in spodnje liste, imamo lahko zelo dolgo še tudi pol jesen in nismo samo zgodnji z njimi, ampak imamo res dolgo in lepo sezono. Vse pohvale temle šparglom, ta letošnja sezona, 3. za te špargle, odkar smo jih presadili, je bila pa bomba. Imamo 60 sadik in enim se to zdi ogromno, preveč. Ampak v aprilu, tu pa tam, kateri odženejo počasno je sama rast. In takrat smo željni, da bi res čim več jih nabrali in jih cel april nabiramo. Pol nekje v maju pa pustimo, da poženejo rast. In pol jih ne nabiramo več. Pol je tako, izjemoma tu pa tam kaga in to mora biti čim bolj gosta, polna rast, ki jo moramo pustiti vse do jeseni, dokler rastlina se ne posuši. In v tem času, ko je rastlina zelena, krepi svojo korenino, ki je pa temelj za zdravo rast potem in bujno rast debelejših šparglov v naslednji sezoni. Tako da šparglji se mi zdi, da ne smejo manjkati na nobenem zelenjavnem vrtu, si zaslužijo prostor nekje malo za robom, na sredini samega vrta, ker svojo višino 2 metrov in še več seveda kar zelo senčijo. 1, 2 se mi zdi premalo, vsaj 5-10 jih mora biti. Če si pa tudi ti ljubitelj, pol pa vsaj 50 ali pa več. Za jagode se na vsakem vrtu najde prostor, na kateri ste ljubitelji celoletnih jagod, večkrat rodnih. Jaz sam imam pa raje najbolj zgodne in letos so že konec aprila bili zreli
plodovi, zunaj na prostem, smo imela pokrite s kopreno, da je bilo še več toplote spomladi in je bil cel maj poln jagodnih pridelkov. Zdaj je pa sezona šla že počasi k koncu, ko gre pa k koncu, imamo pa že drugih pridelkov veliko. Imamo šmarno hrušice, murve, borovnice in se mi zdi to tisto najlepše pri zgodnjih jagodah, enkrat rodnih, da jih imamo res zgodaj. Če ste pa ljubitelji tistih jagod, ki rastejo čez celo leto, večkrat rodnih, pa itak super. Mi teh imamo na tem mestu več kot na 10 kvadratnih metrih, zelo na gosto skupaj in je, mislim, da ravno prav za naše potrebe, tako da nekaj veliko tle ne bova spreminjala. Mogoče tukaj, ko vidimo, tako so borovnice zraven, kakšna borovnica še več, bodo pa jagode prerastle vse okoli teh korit. Tako da res čudovite jagode in vsa pohvala tudi njim. Ko vam da kdo rastlino v dar, se nikoli ne smemo zahvaliti. To pa zaradi tega, ker se mora rastlina sama pohvaliti za svojo rastjo. In tudi krompir tale se je zelo pohvalil z letošnjo rastjo in tudi z gomolji spodaj, ker smo te gomolje, te sorte, Marabel in pa Anuško, dobila od Rožce Golež po priporočilu in je super, da ni več samo ono kifeljčar, pa nek dezire. V glavnem, malo da smo razširili tudi same sorte in oba sta super za peč, en je pa tudi super za kuhati, se res lepo razkuha mehko. Lepa je rast, sadimo ga mi plitko na vrtu obilja, pa pol zastiramo s slamo, z travnim odkosom in ga že sproti nabiramo ene 2-3 tedne, tako da slamo odstranimo stran in poberemo ven gomolje. Ker je bolj vlažno leto, danes tudi kar dosti hladno, zna biti, da bojo plesni prej prišle na sam krompir. Tle ne vidim težave, ker večino izoblikovanja gomoljev se dogaja zdajle, ko še je listna masa zelena, ima pa tudi omejeno število dni še sam krompir. Še nekje 2-3 tedne, pa gre pa v celoti strani in vsi gomolji pobrani, tudi če ni še sama kožica trda, pa v klet, ker na to mesto pridejo pa že jesenske kapusnice. Uspeh se mi zdi, da je zelo pogojen tudi s tem, če smo mi samozavestni pri setvi ali pa če nismo. In ko se nam že prejšnje leto nekaj potrdi za uspešno, tako kot pri tem korenju, ki ga sejemo že februarja in je vsakič tako bujen in lep, pa sploh nimaš več nobenega dvoma in boš vedno tisto lepo ponavljal tudi v naslednjih vrtnarskih sezonah. In zelo lepo se je tudi letos izkazal in poanta je res ta, da korenje je iz takih predelov sveta izviralo, kjer je hladno. In nič ni narobe, če on že vzklije v zimskem delu leta, pa če še zapade sneg, zelo lepo naredi, zelo malo bolezni, mava pa mogoče več težav in izzivov pol kasneje v poletnih setvah. Tale spomladanski pa bilo katerega utrgam, vsak je zelo debel in lep. Tako da, odlično. Zelo lepe so vse rože na vrtovih in predolg je bil vrt obilja zapostavljen z rožami. Zdaj na novi lokaciji smo pa dodala in na same grede in tudi okoli samih zelenjavnih gred, torej ob samo ograjo, celo veliko rož. Nekaj je že odcvelo, tu so bili tulipani, narcise, na drugi strani so že ranunkole odcvele, pa potem tudi tam daleč imamo potonike. Zdaj pa kozmeje in pa dalije bodo prevzele tisti glavni del. Je pa tudi seveda še veliko ostalih rož. Paše so za oči, paše so za čebele, tako da se mi zdi, da res ne smejo manjkati na vrtu, dodajo tisto piko na i. Smo glih že pri samem robu vrta, je en detajl, ki je zelo pomemben. Vidimo, da zunaj ograje zelenica, notri je pa kompost ali pa sekanci. In ta razmejitev je narejena z leseno desko, to pa zato, da se lahko od zunanje strani laksa, noter pa še vedno pride plevel. In to je prva pritožba za letošnjo sezono, zelo veliko je plevela iz te zunanje
na zunanjih gredah, kjer noter pridejo slaki, pa tudi osemeni se še kakšno plevel zunaj in tukaj zelo pogosto sklije. Pa te rastline so goste, polne in zaradi tega zelo težko pridemo noter z nihajno motiko, da bi čist ves plevel odstranili v popolnosti. In to bi bil prva graja za letošnjo sezono. Je pa to čist na nas, ker moramo biti le bolj dosledni in pridni pri samem pletju, da se ta plevel zaustavi, pa tudi pri laksanju samega roba. Z spomladanskim brokolijem in cvetačem imam zmeri malo težave, tako da je to ena taka pritožbica, ker nikoli ne uspe se uloviti tisti točen čas, kdaj presaditi, da bi rastlina čim prej lepo zrasla. Sej so v redu brokoli in tudi ena cvetačka. Pa poleg tega, da je treba dober timing spomladi uloviti, da pred vročino poletno naredi pridelek, je pa še tukaj bramor naredil tisto škodo, da je tiste spomladanske sadike zelo velikih obgrizov in so pač padle na tla. In nekatere še zdaj tako počasi malo hirajo in ne bojo nikoli naredile tiste glavice, katero bi si pač želeli. Grah, blav šoker, lep, stroki in čudovita rastlina, ampak letos vidimo, da že kar bledi. Stroki sploh ne vem, če bodo do konca dozoreli, da bi noter se izoblikovali grahci do konca, ker napram lani je to kar veliko razočaranje. Lani je bil res bujen, res poln. Kaj bo trovalo temu? Jaz mislim, da predvsem malo bolj vlažno leto, pa lahko je tu kakšna glivična ali pa tudi virusna bolezen, ki je zelo pogosta na vseh stročnicah. In kar se tega tiče, smo malo žalostni, da ni tistega polnega izgleda, da čim tisle grah malo naprej, ambasador pa zelo lepo raste in je bistveno lepši, tudi bolj bujno zelen in bo lepše dozorel do konca. Vse aprilske setve so zelo slabe. Tukaj je kombinacija rdeče pese pa korenja in če se spomnite korenja, ki smo ga videli, ki je bil 7. februarja, je pa čudovit. Več se mi zdi, da je razlogov. Nekaj je ta, da smo sejali v kompost, ki je bil prerahel in preplitko, ker kompost je res rahel in treba malo globlje sejati, pa kompaktno ustvariti. Pohoditi treba semena in pol zalivati tisto površino. Še posebej pol, ko vzklije, da ima korenica tista mlade rastline, ki vzklije, čim prej kompaktna tla, da se lahko ukorenini. In tukaj pri teh poletnih setvah treba res velika pazljivost in rdečo peso lahko še sejemo in jo bomo čez 2 dni še enkrat posejali na druge prosta mesta na vrtu. Tako da nikoli ne odnehamo, ampak tole za peso, ki vemo, kak bi lahko bila in kakšno smo že imela, letos eno tako malo večje razočaranje. Tele 3 paprike pred mano so bile sejane za Božič, presajene pa v sredini marca na tole mesto v rastlinjaku, v želji po zelo zgodnji papriki. In v primerjavi s paradižnikom je paprika bistveno bolj občutljiva na vse tiste nizke temperature, ki se nam še v marcu, aprilu zgodijo. Paradajz prenese 2 stopinji čez noč, brez težav, se segreje, on raste naprej. Sama paprika pa doživi s tem šok in se zelo zaustavi v rasti. Vidimo, kako zelo pritlikava je ostala in rabi skoraj kakih 14 dni, če ne še več toplega vremena, da si opomore. Od 6 sadik jih je ostalo samo še 3, tudi tale zelo ušiva je napadlo. Presajeno je bilo res v želji po nekem zgodnem pridelku, kar se paradižnik in pa tudi kumara sta se odlično odrezala, paprika pa malo manj. In mislim, da je bil to zadnji poskus setve paprike v rastlinjak, kjer tudi potrebuje več zalivanja, bolj intenziven režim zalivanja kot pa sami paradižniki. In od zdaj naprej bo rasla samo še zunaj, poskusila bomo pa še edino, da si jih vzgojimo nekaj v loncih. Tisto se mi pa zdi še en tak trik, v katerem si lahko
prej zagotovimo pridelek samih paprik. Semenitev rastlin ni enostavna. Enostavno je semeniti paradajz, papriko, so samo prašnje, pa tu pa tam kako solato. O tem se veliko govori, da moramo imeti lastno seme in tako naprej, ampak se mi zdi, da bi se mogli več govoriti o konkretnih postopkih. In zdaj, konkretnih postopkov sam še ne vem najbolj svetovati, lahko pa iz prakse povem, da najtežje je to, da semenimo vse naenkrat. In tisti profesionalci, ki se, ali pa hobi vrtnarji, ki dosti semenijo, moramo imeti v mislih, da treba vsako rastlino izolirati, pomeni ali z insektno mrežo pokriti, ali pa s takimi tunelčki in potem samo eno na dan znotraj iste družine, katere se lahko med sabo križajo rastline, odkriti tisti dan, da čebele tisto prašujejo in potem ono pokrijemo zvečer in potem drugo odkrijemo. Konkretno zelje, kolerabica, brstični ohrovt in tudi brokoli, pa potem rukola in koleraba, vse se lahko med sabo skriža. In teh 6 rastlin bi mogli vse izolirati in samo eno na dan odpirati, da bi jih čebele pa druge žuželke oprašile. Tako da smo nekje na poti spoznavanja in zdaj konkretno, kaj bo treba narediti, ker nam istočasno bo cvetela in čebula in por. In zdaj, ali po tem postopku izolirati vsakega posebej, če pa nismo vsak dan na vrtu, pa seveda to še težje. Po letnem času, ko greš na dopust na morje, še dodatni izziv, kar se tega tiče. Tako da najlažje se pa odločiti, da semenimo samo eno znotraj iste družine. In zdaj bo sprejeta odločitev, da čebula žal ne bo semenila, ampak bo letos semenil por in bomo imeli lastno seme pora, za katerega bomo 100%, da je bil oprašen od drugega pora, ne pa od čebule. In na koncu še ta širši izgled vrta je malo na slabšem nivoju, kot je bil prejšnja leta. Otrok, pa en otrok še na poti, pa druge obveznosti, ko so, seveda potrujejo temu, da vrt ni vsak dan v prvem planu. In mogoče to še bolj realna slika vsakodnevnega vrtnarjenja, ali pa tudi pri vas doma, ko so tudi druge obveznosti, da ni vse tipi-topi. Da ni plevel vse posod spucan, da je kje bolezen več naredila škode, kot bi prejšnja leta. In v tem duhu mogoče samo tak uvid, da fajn je zato, ker vzgajamo zelenjavo, da imamo več različnih rastlin. Ene super uspevajo, ene mičken manj. In v tem pogledu, ko na koncu potegnemo črto, je vse ok. Tako da upam, da vam je bil ta vpogled teh 7 pohval in pritožb za letošnji vrt. En lep uvid v letošnjo sezono in seveda uživajte v vrtnarjenju še naprej.